Vse, kar imajo prvoligaši, prekmurski derbi Beltincev in Nafta, je bil pravi nogometni praznik pred 3000 gledalci. Pozdravljeni v pregledu vrhuncev druge nogometne lige. Zmagovalna serija Nafte se nadaljuje, prekinjena pa je Triglavova. Z enim zadetkom Gorenjsko s polnim izkupičkom zapuščajo nogometaši Tabora. Minimalno zmago smo videli na Kodeljevem, kjer je Slovan premagal Jadran, Jesenice pa so na gostovanju pri Rudarju izvlekle točko. Prvič po letu 2008 je Krško premagalo Krko v Novem mestu in medtem, ko Gorica tudi v 13. krogu ni prišla do zmage, je Brinje Grosuplje Brškone dokončno prekrižalo visokoleteče ambicije Bistrice. Hitreje, kot si je predstavljal, je nekdanji trener Krke Adnan Zildžović srečal svojo nekdanjo ekipo, ki jo je zapustil septembra. Na njegovo mesto je sedel Kačičnik, ki do tokratnega kroga še ni bil poražen. Precej dela je imela obramba Krškega v uvodu v tekmo, so gostje storili to, kar domači niso izkoristili prvo pravo priložnost. V 12. minuti so prijeli 11-metrovko. Niki Radović, ki po 2 golih v prvem krogu ni več zadev, je dobro prebral namen vratarja Čadeža in Posavci so imeli prednost. Z vitim udarcem je gostujoča desetica poskusila malo kasneje, vendar je žoga zletela preko gola. V 38. minuti je Zalokar branil prvi strel z glavo, a ni uspel dovolj hitro vstati. Za Krko je izid na semaforju na 1:1 poravnal Gregor Medle. Obe ekipi sta poskusili velikokrat streli z razdalje. Gol, ki je odločil zmagovalca, pa je padel v 87. minuti. Visoko podajo so v kazenski prostor Krke spravili gostje, približno 10 metrov od gola je skočil Žiga Ribič ter še drugič ukanil obrambo Krkašev. Krško je na stadionu Portoval zmagalo prvič po maju leta 2008, takrat je kot zanimivost za Posavce 2 gola dosegel Robert Perić. Od 5 točk, ki so jih imeli Jeseničani pred obračunom z Rudarjem, so 3 osvojili daleč od domače publike. Prvič so gostovali v Velenju. V prvem polčasu ni bilo zadetkov, smo v 62. minuti srečanja. Akcija Rudarja se je odvijala na levi strani. Jeseničani so pozabili na Stijana Džuhmurja. Nogometaš, ki je tekmo začel na klopi za rezerviste, je z ugodnega položaja zadeval za 1:0. Jeseničani so letos že znali nadoknaditi zaostanek. Če jim kaj ne manjka, je to zagotovo borbenost. Z vsemi razpoložljivimi silami so krenili v napad in trud se je poplačal v 77. minuti. Rudarju ni uspelo dobiti druge zaporedne domače tekme. Jeseničani so prekinili niz 7 zaporednih porazov. V končnici bi lahko celo dosegli gol za veliko zmago. Tekma Slovana in Dekanov je bil derbi osrčja lestvice. Pred obračunom sta namreč obe ekipi zbrali po 12 točk. 2 nevarni akciji omenimo v prvem polčasu. Najprej je zapretil Jadran, vendar je žoga zgrešila svoj cilj. Nato je imel na pladnju priložnost za vodstvo še Slovan, a se je vse skupaj končalo le z golavtom. Član Jadrana Dino Vadnov je v 43. minuti prejel rumeni karton, minuto kasneje pa še enega in Primorci so morali nadaljevati le z 10 v polju. Pričakovati je bilo, da bodo rdeči imeli pobudo, a so se gostje dobro branili. Šele po dosojeni 11 metrov, ki so Ljubljančani povedli. Izvajal jo je branilec Lan Jerak. Po uspešno izvedeni najstrožji kazni proti Krškemu v 11. krogu je bil natančen tudi tokrat. Dobre 4 minute sodnikovega podaljška nove spremembe rezultata niso prinesle. Kot v najboljših časih prekmurskega nogometa, pravemu prazniku je prisostvovalo več kot 3000 gledalcev na beltiškem stadionu. Nič nenavadnega, saj je v goste prišla sosednja Nafta. Vodilno moštvo lige je hitro pokazalo, kakšne namene ima.
Maroša je pred 10 sezonami eno leto nosil tudi beltinški dres, otresel se je 2 branilcev, a strel ni bil prepričljiv. V 22. minuti je bil izhod žutih iz svoje polovice hitro prekinjen. Kombinirala sta Maroša in pa Josip Ivan Zorica. Hrvat je z eno potezo spravil na tla branilca in nato žogo poslal mimo Močiča. Mojstrsko preigravanje in 4. gol za nogometaša, ki je lani nastopal v dresu Brinja Grosuplja. V 25. minuti je slabo delovala zanka prepovedanega položaja Beltincev, priložnosti ni zapravil Maroša. Močič je stekel iz vrat, a napadalcu Nafte ni dovolj zaprl prostora. Beltinci so si v zadnjih minutah prvega dela priigrali udarec z bele točke. Najuspešnejši strelec prvenstva Murad Bajraj je izbral svoj desni kot, vratar Nafte pa se je pognal v nasprotno smer. Gostitelji so znižali prednost. A še pred odhodom na odmor so Lendavčani spet imeli 2 gola naskoka. Iz ozadja je na žogo pritekel Ogvuče. Nigerijec je na 12. tekmi v dresu Nafte dosegel svoj prvi gol. Veliko dogajanja v prvem polčasu, malo manj pa v drugem. Do priključka bi lahko Beltinci prišli po dobrih 5 minutah nadaljevanja, vendar pa preigravanje Divineja Igveja ni obrodilo želenih sadov. Vito Težak je padel v eni sledečih akcij v kazanskem prostoru. Bajraj je imel nov poskus z 11 metrov in še drugič je bil uspešen. Omenimo še akcijo v 77. minuti. To pot je moral vse svoje centimetre izkoristiti Močič. Nafta ni zadela, Beltinci pa tudi ne. Po neprepričljivem začetku sezone je Dravinja naposled le našla pot iz krize. Črni seriji Gorice, ki je na 2 predhodnih gostovanjih v Slovenskih Konjicah 2-krat zmagala, ni videti konca. Benjamin Brglez je sejal zmedo med Novogoričani, samostojnim prodorom je žogo pripeljal na rob kazanskega prostora. Tam jo je sprejel Žan Ramšak, ni se obotavljal, streljal in zadel. Oba trenerja sta bila očitno zadovoljna s prikazanim, saj med polčasom nista opravila nobene menjave. V 62. minuti je strelec gola Ramšak spravil na tla na nedovoljen način Baruco. Sodnik ni okleval, pokazal je najstrožjo kazen, za remi pa je poskrbel Hodžić. Ramšak se je nato odkupil za napako, bil je pripravljen na drugi vratnici, potem ko je strel Mušarafa Adebayoja branil Alen Jurca. Dravinja je ugnala vrtnice drugič zapovrstjo, potem ko je v končnici lanskega prvenstva zmagala na primorskem gostovanju. Drugouvrščena proti 6. ekipi prvenstva Športni park Brinja Grosuplje je po pokalni senzaciji, kjer so rumeno-modri izločili Maribor, v lepem številu podprl svoje še na obračunu z Bistrico. Sodnikov podaljšek prvega polčasa je prinesel vodstvo domačih. Kot že ničkolikokrat letos so izkoristili prekinitev, natančno podajo s kota je izkoristil Gašper Črne. Napadalec Brinja Grosuplja, ki je dal skozi vse mlade selekcije slovenske reprezentance, je drugi polčas začel tako, kot je končal prvega, z zadetkom. Keti Emi Impol Bistrica se v igro ni več vrnila. Pet zaporednih tekem s polnim izkupičkom niz Triglava je bil prekinjen na domačem obračunu s PRS Taborom Sežano. Prvi in edini gol na tekmi je padel v 30. minuti, podaja z desne, v sredini pa je bil najspretnejši kapetan Dino Stančič, ki je na 89. drugoligaškem obračunu dosegel svoj 20. zadetek. Učinkovita je bila taktika Kraševcev, ki so onesposobili napad Triglava, ki je šele drugič v sezoni ostal brez doseženega zadetka. Tabor se je Gorencem na lestvici približal le na točko zaostanka.
Zaradi novembrskih praznikov v 13. krogu nismo imeli sobotnih tekem. V petek smo videli 2 zmagi z 1 golom naskoka. Slovan je ugnal Jadran Dekane, Krško Posavje je bilo na gostovanju boljše od Krke z 2-1. Rudar in Jesenice sta si razdelila vsak po 1 točko. Na nedeljskem derbiju v Beltincih je bila boljša Nafta s 3-2. Dravinja je premagala Gorico z 2-1. Z gostovanja na Gorenjskem se s 3 točkami na Kras vrača Prlsent Tabor Sežana. Brinje Grosuplje pred domačim občinstvom ne pozna poraza. Tudi Keti Emi in Polbistrica se domov vrača praznih rok. Srečanja Bil in Ilirije ter zaostala tekma 12. kroga Krško proti Rudarju sta na sporedu sredi tedna. V zgornjem delu lestvice sta mesti zamenjala Prlsent Tabor Sežana in pa Beltinci Klimat Tratnjek. Kraševci so prehiteli Žute in so po novem četrti. Vodi še vedno Nafta pred Brinjem Grosupljem. Ničlo Jadrana pri Slovanu sta izkoristila tako Dravinja kot tudi Slovan. Primorci so zdrsnili na 10. mesto. Krško in Rudar imata 10 točk, tudi tekmo manj. 12 obračunov ima prav tako Ilirija. Jesenice so naredile korak naprej, Gorica je sama zadnja s 5 točkami. Brez petkovih tekem v naslednjem krogu igra se v soboto in nedeljo. Bilje se doma srečajo z Beltinci Klimat Tratnjek. Jesenice bodo nastopile proti Krki. Krško Posavje se bo pomirilo proti Dravinji, na stadionu Rajka Štolfe pa bo igral Slovan. V nedeljo so 3 tekme ob 14, 1 pa ob 15 in sicer veliki derbi Nafte ter Brinja Grosuplja. Gorica na gostovanju igra z Ilirijo in pa še tekma Jadrana, Dekanov ter Rudarja.